Prehajamo na 7. točko, predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2026, prva obravnava. Predlog odloka je bil objavljen v gradivu številka 19/1, predlagatelj župan, poročevalci pa Lidija Božič, Andrej Solnik, Sara Siter, Timotej Štritov, Katarina Vegel, dr. Mitja Pavliha, Boris Ravbar. Besedo ima Timotej Štritov, izvoli. Hvala za besedo. Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Pravna podlaga za sprejemanje proračuna je zakon o lokalni samoupravi, statut občine Kamnik in pa zakon o javnih financah, ki določa, da mora občinski svet sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun. Proračun občine Kamnik za leto 2026 v prvi obravnavi je pripravljen skladno z veljavno zakonodajo in navodili Ministrstva za finance ter vsebuje odlok, splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in pa obrazložitev. Splošni del sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, ki vključuje skupne prihodke in odhodke občine ter vseh 22 krajevnih skupnosti, račun finančnih terjatev in naložb in pa račun financiranja, v katerem se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje. Dodatno zadolževanje občine v letu 2026 ni predvideno, za odplačilo glavnic kreditov pa je v letu 2026 namenjenih 1 13 334 evrov. Naprej posebni del sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, proračunska poraba je razdeljena na župana, občinski svet, nadzorni odbor, posamezne oddelke občinske uprave in vse krajevne skupnosti. V okviru naštetih uporabnikov pa so navedene tudi vse proračunske postavke, ki so v gradivu tudi obrazložene. V tabelaričnem delu, to je splošni in posebni del proračuna, so v stolpcih podani podatki za realizacijo v letu 2024, sprejeti in veljavni proračun za leto 2025 ter realizacijo od januarja do septembra 2025 in plan za leto 2026. Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto, torej plan za leto 2026. Skupni načrtovani prejemki za leto 2026 so ocenjeni na 65 milijonov 608 tisoč 748 evrov in prenos iz leta 2025 v leto 2026 na 6 milijonov 203 tisoč 635 evrov. Tako da skupno razpoložljiva sredstva v letu 2026 znašajo 71 milijonov 812 tisoč 383 evrov. Od tega občina Kamnik dobrih 71 milijonov in krajevne skupnosti 785 tisoč 969 evrov. Skupna višina izdatkov je enaka višini razpoložljivih sredstev, tako da je proračun uravnotežen. Delež izdatkov krajevnih skupnosti v skupnih izdatkih je majhen in znaša le 1,1%. Največji del prihodkov predstavljajo transferni prihodki, to je 50,3% vseh prihodkov. Znesek je tako visok namreč zaradi načrtovanih državnih sredstev za sanacijo po poplavah, in sicer so predvidenim sanacijam po poplavah iz sprejetega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi iz avgusta 2023 v letu 2026 dodane še vse nerealizirane sanacije iz navedenega programa iz leta 2025, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Davčni prihodki predstavljajo 42,8% vseh prihodkov. Glavnino davčnih prihodkov predstavlja dohodnina, ocenjena je na osnovi povprečnine, ki je za leto 2025 dogovorjena v višini 835 evrov na prebivalca. Med odhodki delež investicijskih odhodkov predstavlja 62,5% vseh odhodkov, delež tekočih transferov predstavlja 23,9%, tekoči odhodki 11,9% in investicijski transferi 1,7% vseh načrtovanih odhodkov. Proračunske izdatke lahko razdelimo tudi po področjih proračunske porabe. Največja načrtovana poraba je na naslednjih področjih, se pravi intervencijski programi in obveznosti v letu 2026 28,2 milijona, izobraževanje 14 milijonov, kultura, šport in nevladne organizacije pa 6,8 milijona. Skupno 71,8. Prioritete pri pripravi proračuna so zaključevanje že začetih investicij, kanalizacija, Motnik, energetska sanacija vrtca Antona Medveda, enota Tinkara in pa energetska sanacija glasbene šole in knjižnice.
Nadaljevanje sanacij po poplavah iz leta 2023 in pridobitev državnih sredstev. Predhodni program je bil namreč v celoti zaključen v letu 2024. Sedaj se črpajo sredstva iz rednega programa, postopki so zahtevnejši in v jesenskem času smo že dobili nakazana sredstva za sanacijo ceste na območju Klemenčevega v višini dobrih 828 tisoč evrov, za sanacijo glavne ceste skozi Bistričico v višini nekaj manj kot 400 tisoč evrov in za sanacijo plazu Stahovice 12a v višini 268 tisoč 903 evre. Podpisane so pa še pogodbe za plaz Žale 18E, Laniše 9, deponijo Veliki Jez, Tunice 6 in pa za Gorico 2 in 2A. V letu 2026 je načrtovanih tudi nekaj novih investicij, in sicer sanacija sanitarij in tušev na bazenu, sanacija telovadnice osnovne šole Marije Vere, izgradnja dvigala v občinski stavbi in pa vodovod spodnje stranje Stahovica ter posodobitev vodovoda Žalje. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala, odpiram razpravo delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, glede na predstavljen proračun, najprej bi pohvalil pripravljalce glede obrazložitev. Mislim, da v letošnjem letu so bile kar dobro pripravljene obrazložitve in nisem zasledil, da bi kakšna tudi manjkala. Bi imel pa pri določenih postavkah, bi prosil še kakšno dodatno obrazložitev. In sicer pri sledečih, če se dotaknemo gospodarskih javnih služb oziroma tega oddelka, postavka 4533 in pa 4502. Postavki govorita o varnih poteh oziroma signalizaciji na varnih poteh in pa prometni signalizaciji na splošno. V zadnjih letih, ko se vozimo po naši občini, lahko opažamo, da se prometna signalizacija, še posebno obcestna, zelo povečuje in na nekaterih predelih, če želiš videti in prebrati vse table, praktično ne moreš več gledati na cesto. Tukaj me zanima, če imamo kakšne konkretne podatke, za katero signalizacijo gre in pa predvsem kdo odloča o tem, kakšna signalizacija se na katero mesto postavi. Če nadaljujem s postavko 5225, kanalizacija Snovik. Kot sem že enkrat tudi vmes omenil, me je ta postavka oziroma nasplošno dograjevanje kanalizacij rahlo presenetilo, ker sem mislil, da smo s tem projektom v sklopu kohezije uspešno zaključili. In me zanima, s kakšnim namenom je prišlo do te izgradnje, ali gre zaradi gradnje dotičnega objekta za turistične namene in pa koliko je občina na račun izgradnje tega objekta pridobila komunalnega prispevka. V prejšnji točki smo govorili o vodi in vprašanje se nanaša na postavko 6315, vodovod Vranja Peč. Mislim, da vsako leto govorimo o tej postavki. Zanima me, kako daleč je projekt, koliko je ocenjena investicija za izgradnjo tega vodovoda in pa predvsem prosim za podatek, lahko tudi pisno narabite danes na sami seji, podatek, koliko znaša strošek dostave te vode oziroma koliko v letošnjem letu. Kar se tiče postavke 6316 in 17, odprava posledic elementarnih nesreč, zelo optimistično zastavljeno in iskreno upam, da kolikor bo vsaj polovica tega realiziranega, mislim, da smo mi zmagali za prihodnje leto. Glede oddelka družbenih dejavnosti, če sem prav zasledil, ne vem točno, katera postavka je bila, govoril o sanaciji vrtca enote Tinkara. Nedolgo nazaj smo to dokumentacijo obravnavali. V sami takrat sprejeti dokumentaciji je bilo predvideno sofinanciranje 340 tisoč evrov, sedaj glede na proračun je to financiranje zgolj še 192 tisoč evrov. Oziroma drugače, dobili bomo zgolj 56% tistega, kar smo predvidevali. Razliko bo verjetno mogel pokriti občinski proračun, ali se je zmanjšala sama vrednost projekta. Nadalje, postavka 9101 in pa vse do postavke 9104. Postavke govorijo o doplačilu oskrbnih stroškov v vrtcih. Kar me je padlo v oči, je podatek, da se doplačilo oskrbnih stroškov v enoti Peter Pan
povečuje 450 na 600 tisoč evrov, kar je 33% povečanje. Povečanje stroškov pri ostalih dveh vrtcih, govorimo o vrtcih Sonček in Zarja, pa se povečuje zgolj za 10%. Kako da pri tej dotični enoti, se pravi Petropanu, nastaja takšna razlika oziroma takšno povišanje napram ostalim. Postavka 9204 govori o jutranjem varstvu v osnovnih šolah, in sicer v uvodu podaja obrazložitev, da zaradi zahtevne organizacije prevozov v šolo, da se organizira jutranje varstvo na podružnični šoli Nevlja, Vranja, Pečtunice in pa osnovna šola Toma Brejca, predvsem z namenom varstva prvega in drugega razreda. Zdaj po nekaterih podatkih, ki jih imam, ne bi to starostno kategorijo starši sami mogli voziti v šolo, da niti ne smejo sami hoditi v šolo. Po drugi strani gre pa za relativno strnjena naselja in ne vem, ali je v teh naseljih dejansko organiziran šolski prevoz do podružničnih šol, ali je to nekaj novega. Če nadaljujem z oddelkom za prostor, postavka 4508, urejanje občinskih zemljišč odmere. Koliko tega še je, oziroma ta postavka mislim, da se vsako leto pojavlja v približno enaki višini, se pravi, ali se s to postavko sploh da enkrat zaključiti, ali je to neka tekoča zadeva, ki se bo tudi pojavljala tudi v prihodnje, no? Oziroma, če ne, koliko tega nas še čaka. Potem pa zgolj še oddelek za razvoj in investicije. Me zanima pri postavki 6642, projekt Interact Green, 50 tisoč evrov. Ali gre tukaj zgolj za novelacijo projekta, ali je v ta strošek zajeta tudi sam strošek izvedbe oziroma investicije. In pa zadnja postavka, ki me zanima, je postavka 5601, Združenje Kamniško-Savinjskih Alp. Predvideva se povečanje postavke s 30 na 40 tisoč evrov. Kaj je namen financiranja tega in kakšne so te turistične aktivnosti, o katerih je govora. Nadalje me zanima, katere občine so vključene v to in koliko prispevajo. In pa danes sem malo brskal po sejah za nazaj. Če me spomin ne vara, mislim, da zavod sploh še ni bil ustanovljen. Mislim, da je bil odlok obravnavan takrat v prvi obravnavi, to je bilo februarja letos. Do druge obravnave pa mislim, če nisem česa spregledal, še ni prišlo. Zakaj me zanima, kam gre ta denar oziroma zakaj se porablja, je zato, ker smo poleg tega vključeni tudi v omrežje alpskih občin, kamor sicer prispevamo znatno nižji delež, 5000 evrov. In me zanima, kakšna je zdaj razlika oziroma zakaj potreba po vključitvi v Združenje Kamniško-Savinjskih Alp. Hvala. Hvala. Besedo ima Romana Ovčakar. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu in tudi jaz bi najprej rada pohvalila pripravljavcev vseh teh postavk. Imam pa nekaj dodatnih predlogov in sicer bi se najprej dotaknila mladine. Ravno včeraj smo imeli sejo mladinskega sveta in je seveda beseda tekla tudi o mladinski strategiji, ki se prihodnje leto zaključuje. Bistveni ukrepi, ki so jih zastavili, žal zaradi še neurejenega UPPN-ja ostajajo neizpolnjeni. Smo pa govorili, da lahko pristopimo in pomagamo tudi na drugačen način. Zavedam se, da imamo v proračunu več postavk namenjenih mladim, od programov, projektov do podpornih aktivnosti, kar pozdravljam, vendar je postavka za delovanje mladinskega centra tista, ki omogoča največ neposrednega dela na terenu, največ vsakodnevnega stika z mladimi ter tudi največ tistih programov, ki držijo skupnost skupaj. Kljub njihovi skromnosti in veliki iznajdljivosti pa je trenutni obseg sredstev pogosto prenizek za vse potrebe, ki jih imajo. Rok Kosec konkretno je eden izmed ključnih mentorjev mladih, vendar bi naše okolje potrebovalo še kakšnega mladinskega delavca, da bi lahko programe izvajali kakovostno in ne na meji zmožnosti. Najslabše se mi zdi, da kot občina lahko storimo, je, da iz rok spustimo mladino, ki je pripravljena sodelovati, ustvarjati in graditi skupnost.
Zato se mi zdi prav, da se sredstva za delovanje mladinskega centra v prihodnjih letih postopno okrepijo in uskladijo z dejanskimi potrebami dela na terenu. Tukaj ne govorim o razkošju, temveč o osnovnih pogojih, ki mladim omogočajo varno, ustvarjalno in razvojno okolje. Za širši okvir pa dodajam še primerjavo s sosednjo občino, z Domžalami, ki namenjajo več kot dvakrat večji delež svojega proračuna za tovrstno dejavnost. Za primerjavo na prebivalca Domžale dajo 5,5 evra, Kamnik 2,63 evra, to je bilo leta 2022, od leta 2024 pa se je ta razkorak še povečal. Pa to primerjavo ne želim kot kritiko dajati, ampak bolj kot razmislek. Čeprav delamo veliko in dobro, je očitno, da smo pri vlaganjih v mladino mogoče malce pod povprečjem, Kamnik pa ima generacijo, ki je trenutno pripravljena delati, če ji bomo dali osnovne pogoje za to. Kontaktirali so me tudi iz Lokostrelskega kluba Kamnik, saj prihodnje leto obeležujejo 2 pomembni obletnici, 10. obletnica mednarodnega turnirja Veronika Skap, pa 45 let delovanja društva. Lokostrelski klub Kamnik, kot vemo, je ena najstarejših športnih društev v naši občini z dolgo tradicijo dela z mladimi, s prostovoljci pa s športnim kadrom in njihova prisotnost daleč presega samo lokalni okvir. In Veronika Skap je en dogodek, ki vsako leto v Kamnik pripelje športnike iz več kot 30 držav, kar občini prenaša prepoznavnost, turistične učinke in ugled tudi v mednarodnem športnem prostoru. Zato predlagam, da se v drugo branje proračuna umesti ustrezna postavka ali vsaj obrazložitev, ki bo omogočila podporo obema jubilejama. Ne gre tukaj za nobeno razkošje, ampak za priznanje dolgoletnemu delu društva, ki Kamnik že desetletja postavlja doma in v tujini. Potem bi se pa dotaknila še tega, da v proračunu pogrešamo postavko za ureditev parkirišč pred osnovno šolo Stranje. O tem govorimo že leta, pa se zaenkrat še nismo dosti premaknili. Veseli smo lahko, da se je investicija mostu odvila razmeroma hitro, čeprav ne ravno tako, kot smo si predstavljali. Še vedno obstaja odprt izziv glede parkirišč in pa postajališč. Kolikor mi je znano, so se o tem že začeli nekateri pogovori, vendar pa me skrbi, ker v proračunu ni vidne niti ene postavke, ki bi nakazovala začetek kakršnihkoli postopkov, niti za pripravo dokumentacije, kaj šele za samo izvedbo. Gre za prostor, ki ga ne uporabljajo samo učitelji in starši. Telovadnica Stranjah je zbirališče številnih športnih klubov, ki se tam redno srečujejo, trenirajo, organizirajo tekmovanja in poleg tega je v neposredni bližini še gasilski dom, kar pomeni, da se v jutranjih in popoldanskih konicah promet tam še dodatno zgosti. Gre se predvsem za varnost in pa da otrokom vrnemo zunanji prostor oziroma igrišče, ki jim je bilo odvzeto, da se lahko rekreirajo. Potem pa bi izpostavila še vprašanje športne dvorane, o kateri je bilo v preteklem letu veliko govora, predvsem v smislu gradnje nove športne dvorane. Vsi vemo, da investicija trenutno ni finančno izvedljiva, kar je glede na obremenitve občinskega proračuna povsem razumljivo, pa vendar ostaja dejstvo, da je obstoječa dvorana že dlje časa ocenjena kot dotrajana in da naj bi potrebovala vsaj določena vzdrževalna in sanacijska dela. In sem opazila, da v proračunu za leti 26 in 27 ni postavke, ki bi nakazovala, da bo občina v obstoječ objekt karkoli vložila, dokler čakamo na bolj dolgoročno rešitev. Dotaknila bi se pa le še postavke 9109, to je subvencija varstva predšolskih otrok. V preteklosti je bila ta postavka, to je 80 000 evrov, uvedena zaradi pomanjkanja prostora v vrtcih, kar je logično in razumljivo. Danes pa te okoliščine ne obstaja več, hkrati pa subvencioniramo starše, ki otroka pač ne vključujejo v organizirano predšolsko vzgojo. Primer, otrok je vključen v vrtec, starši ga izključijo, ker otrok noče hoditi v vrtec in pripada mu subvencija. Zanima me, zakaj to dvojno financiranje, če bi lahko ta denar mogoče porabili kje drugje. Vsi predlogi, ki jih podajam, temeljijo na dejstvih, številkah in stanju na terenu.
Verjamem, da se lahko z nekaj prilagoditvami pripravi proračun, ki bo realen, preglednejši in še bolj usklajen s potrebami naše občine, od mladine do infrastrukture, do kakovosti življenja vseh občanov. Hvala. Hvala. Besedo ima Nina Semprimožnik. Najlepša hvala za besedo in lep pozdrav v mojem imenu. Najprej, preden se dotaknem proračuna, hvala za tako izčrpno in dobro pripravljen proračun, da smo ga res lahko dobro pregledali. Najprej me zanimajo ena zneskovna odstopanja na postavkah vezanih na poplave leta 2023, primer je postavka 6645, 5 milijonov 500 tisoč 68 267 evrov, realizacija pa je bila 375 tisoč 16 evrov. Odstopanje je veliko, mogoče bi bil čas še za kakšno obširnejše poročilo o odpravah posledice škode. In tukaj bi se kar navezala tudi kot predsednica krajevne skupnosti, ker bom ponovno se ponavljala in opozarjala na eno nujnost obnove lokalne ceste za Jasovnik, ki je močno poškodovana in na nekaterih odsekih že skoraj neprevozna. Cesta je že od poplav vključena v seznam nujnih sanacij po šifro 2302900, posebni programi pomoči v primerah nesreč, vendar se kljub večkratnim pozivom krajanov in krajevne skupnosti motnik izvedba še vedno odmika. Kot je razvidno iz osnutka proračuna, naj bi bila sanacija predvidena šele v letu 2027, čeprav je bila cesta sprva načrtovana za leto 2025. Zato mi je nekako nerazumljivo, da se je iz načrta za leto 2026 enostavno izločila. Ob pregledu proračuna za leto 2026 smo ugotovili, da so v program na šifri 4635 ureditve poškodovanih lokalnih cest in javnih poti uvrščene nekatere ceste, ki v lanskem letu sploh niso bile v načrtu, medtem ko je cesta za Jasovnik ponovno izpadla. Kljub temu, da je njeno stanje izjemno slabo in neposredno ogroža varnost udeležencev v prometu ter dostopnost prebivalcev. Ni zanemarljivo, da po tej cesti vsakodnevno vozi šolski avtobus, kar dodatno povečuje odgovornost za zagotavljanje varne poti. Do nadaljnjega še vsak dan tudi reševalni avto, ki je vozil človeka na dializo. Poleg tega se na območju za Jasovnika gradi turistični kompleks, zato si je težko predstavljati, kako bo območje privlačno za obiskovalce, če je vožnja z avtomobilom praktično že skoraj nemogoča, vožnja s kolesom pa nevarna, čeprav je cesta pomembna povezava za kolesarsko pot od Snovika do Motnika. Cesta je bila močno poškodovana v poplavah in je bila že takrat evidentirana kot del posebnih programov sanacije po nesrečah, kar pomeni, da gre za nujno sanacijsko intervencijo, ne za nov investicijski predlog. Krajevna skupnost Motnik je večkrat, tako pisno kot ustno, tudi mene ste tukaj že kar nekajkrat slišali, opozorila na nujnost izvedbe del, vendar do danes do konkretnih ukrepov ni prišlo. Zaradi vsega navedenega predlagam, da se obnova ceste za Jasovnik ponovno umesti v proračun občine Kamnik za leto 2026 in da se ta tudi dejansko izvede, ne zgolj prestavi, kot se je to zgodilo letos. To je ena zadeva, potem pa tukaj bi pa v bistvu podala eno pripombo. Žal se tudi tukaj se mi malo zdi, da se ponavljam. Krajevne skupnosti vsako leto odgovorno in natančno pripravljamo svoje programe ter racionalno upravljamo z razpoložljivimi sredstvi. Kljub omenjenim proračunom uspešno uresničujemo številne potrebe lokalnega okolja, saj dobro poznamo razmere na terenu in smo v vsakodnevnem stiku z občani in krajani. Zato je umestitev projektov krajevnih skupnosti v občinski proračun in predvsem v razvojne programe nujna, če želi občina dosegati uravnotežen razvoj. Pri tem želim izpostaviti še en pomemben vidik. Na našo svetniško skupino in name se obrača vedno več krajevnih skupnosti z vprašanji, dilemami in prošnjami za pomoč. To jasno kaže, da si krajevne skupnosti želijo več sodelovanja z občino, resnejših dialogov in predvsem vključevanja postopke načrtovanja. Krajevne skupnosti iščejo pot do občine in to samo potrjuje, da sistem sodelovanja ne deluje tako, kot bi moral. Ob tem želim izpostaviti resen problem. Pri zadnjem oblikovanju občinskega proračuna krajevne skupnosti nismo imeli nikakršne možnosti, da bi svoje projekte umestile v razvojne programe za leta 2028, 2029 in 2030. Takšna praksa se mi zdi nesprejemljiva. Kot nova članica sveta krajevne skupnosti se sprašujem, ali je izključevanje krajevnih skupnosti iz priprave večletnih razvojnih dokumentov običajna praksa občine.
Če je temu tako, gre za sistemsko napako, ki škoduje razvoju celotne občine in vodi v netransparentno načrtovanje. Če občina razvojne programe pripravlja brez pobud krajevnih skupnosti, se upravičeno zastavlja vprašanje, na čem takšni programi temeljijo. Krajevne skupnosti smo zakonsko in funkcionalno podaljšana roka občine, zato je nerazumljivo in strokovno neopravičljivo, da nas pri pripravi ključnih razvojnih dokumentov ne vključujete. Krajevna skupnost ne more biti le formalnost pri izvajanju nalog, medtem ko smo izključeni pri načrtovanju investicij. Zato želimo, da občina do drugega branja proračuna vključi tudi razvojne programe krajevnih skupnosti do leta 2030 in mogoče njihovo enakovredno obravnavo. Še posebej zato, ker nekatere krajevne skupnosti razpolagamo z občutno nizkimi sredstvi, ki jih je treba pregledno, načrtno in pravočasno umestiti v veljavne razvojne dokumente. Le tako bomo zagotovili transparentno, pravično in strokovno načrtovanje občinskega razvoja ter preprečili, da bi krajevne skupnosti potisnjene v vlogo izvajalcev brez možnosti soodločanja. V nadaljevanju imam tukaj le 3 predloge, ki prosim, da se jih umesti ali v proračun oziroma v razvojne programe. Ostala vprašanja tudi drugih krajevnih skupnosti bom pa zastavila preko drugih kanalov. Ta prva zadeva izhaja iz krajevne skupnosti Motnik, bilo je že to poslano tudi na občino, 19.8. odgovora ni bilo. Predlog za dodelitev sredstev iz proračuna občine za leto 2026 in 2027 za nujno obnovitvena dela v kulturnem domu Motnik ter vključitev energetske sanacije v razvojne programe. Spoštovani, bom na hitro prebrala, mogoče bom kaj malo spustila, ker imamo potem še 2 predloga iz druge krajevne skupnosti. Kulturno društvo Motnik upravlja s kulturnim domom, katerega prostori so v 80% lasti občine Kamnik. Dvorana predstavlja osrednji prostor kulturnega in družabnega dogajanja v kraju in širši okolici. V njej se skozi vse leto odvijajo številni kulturni dogodki, delavnice in prireditve lokalnih društev. V letu 2026 je načrtovana domača premiera nove gledališke predstave, zato bi bilo nujno, da se do takrat izvedajo vsaj najnujnejša dela, vzdrževalna dela na odrskem mehanizmu in električni napeljavi. Saj trenutno stanje ne omogoča varne in kakovostne izvedbe predstav. Predlog najbolj nujnih investicijskih del, obnova elektroinštalacij in razsvetljave, ureditev odrskega mehanizma in menjava zaves, obnova parketa v dvorani, predlog razporeditve sredstev leto 2026 15.000 evrov in leto 2027 15.000 evrov, skupna ocena vrednost nujnih vzdrževalnih del 30.000 evrov, predlog za vključitev v razvojne programe. Glede na to, da je celotna stavba kulturnega doma Motnik v lasti občine Kamnik, predlagamo, da se v sorazmernem deležu vključi v razvojne programe občine Kamnik za leti 2028 in 2029 v vrednosti 60.000 evrov. Projekt zamenjave strehe ter energetske sanacije stavbe, obnova fasade in izboljšanje energetske učinkovitosti objekta. Investicija bi dolgoročno izboljšala energetsko učinkovitost, zmanjšala stroške obratovanja in prispevala k ohranjanju kulturne dediščine na Motniku. Potem pa imamo še, dobili smo eno pripombo na predlog proračuna občine Kamnik, verjamem, da so ga tudi verjetno tudi poslali na občino. Bom kar prebrala. V svetu krajevne skupnosti Črna smo na redni seji dne 17.11.2025 pregledali gradivo za naslednjo sejo občinskega sveta in predlog proračuna za leto 2026 in 2027. Naj na začetku poudarim, da svet krajevne skupnosti Črna podpira v gradivu že predlagane projekte, ki zadevajo območje naše krajevne skupnosti. Predlagali pa bi, da se v proračun za omenjeni leti doda še 2 za naše območje pomembna objekta. Ta 2 objekta pa sta ureditev varnih šolskih poti v okolici podružnice šole v Krivčevem. Cesta Kamnik-Črnivec Gornji Grad je ena bolj prometnih cest v naši občini, ki je poleg domačinov dnevno uporabljajo tudi številni prebivalci Savinjske doline ter veliko število turistov. V naselju Krivčeva posem ob cesti stoji tudi šola. Gre za edino šolo v naši širši okolici, ki ob tako prometni cesti nima urejenega prehoda za pešce, pločnika in tako naprej. Potem, ker me čas preganja, imam še drugi njihov predlog, ureditev večnamenskega športnega igrišča in otroškega igrišča v naselju Črna pri Kamniku. Naselje Črna pri Kamniku je po številu prebivalcev največje naselje v krajevni skupnosti Črna. Potem je še malo opisano in se tudi oni zahvaljujejo in želijo, da se tudi to umesti v drugo branje. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Besedo ima Robert Prosen. Oziroma se pravi, čem Ivanka Učakar.
Še enkrat hvala. Se pridružujem mnenju predhodnikov, da je proračun pregledno pripravljen, utemeljitve tudi nam, kar v nekaterih področjih smo laiki, razumljive. Res je treba si nekaj časa vzeti, ampak gre. Vesela pa sem, da se mi tokrat ni treba oglasiti, kdaj bo projekt Medvedova-Tunška uvrščen v proračun, ker tokrat postavka je sicer samo toliko 300 000, kar je premalo, da se tako izrazim. Smo pa imeli sejo, na kateri smo potrdili določene zadeve in zdaj čakamo izid razpisa. Upam, da pridobimo čim več odstotkov in verjamem, da bo projekt izveden v 26, v 27 in da bo severni del Kamnika dobil kanalizacijo, vodovod, razsvetljavo, internet, asfalt, pločnike in da se en velik del mesta obnovi. Potem pod točko 2 imam zapisan vodovod Žale, o njem smo že govorili v prejšnji točki. Rekonstrukcija vodovoda Žale se mi zdi zelo pomembna, hkrati iz stroškovnega vidika, ker je bilo zdaj treba dostikrat vodo voziti do vodohrana, hkrati pa vse tisto, kar smo že omenjali. Postopno se bo naš vodovodni sistem obnovil in bo manj izgub in tudi za vodo bo poskrbljeno. Tretje pa takole. Občina načrtuje zmanjšanje primanjkljaja in za leto 2026 nima načrtovanega novega zadolževanja. Mogoče smo starejši bolj tisti, ki se bojimo zadolževanja in menimo, da je treba funkcionirati tako, da nasežeš čez svoje omejitve. Vem, da so določene stvari take, da je bilo treba se zadolžiti, ampak vendarle za leto 2026 ni načrtovano novo zadolževanje. Tako da 3-krat zadovoljna in hvala za besedo. Hvala. Besedo ima Robert Prosen. Hvala za besedo. Jaz bom v prvi točki mojih vprašanj se navezal na vprašanje, ki ga je že gospa Romana izpostavila, in sicer športna dvorana Kamnik. V mesecu juniju smo kle sedeli na enem neformalnem sestanku, v katerem smo se veliko pogovarjali, pa zelo veliko obljubljali. V proračunskih postavkah jaz teh zadev nisem našel, zato me zanima, kakšni so plani, kar se tiče, oziroma kako se je občina lotila vseh zadev, kar se tiče izgradnje nove dvorane na območju Smodnišnice, se pravi priprava vseh papirjev za to. In pa druga stvar, kar se tiče same športne dvorane Frana Albrehta, smo takrat rekli, da bomo šli počasno sanacijo. Me zanima, sredstev pa nisem našel v letu 2026 za to. To je prvo vprašanje, potem imam pa še nekaj napisano, in sicer v gradivu za proračun 2026 lahko najdemo podatke o realizaciji do 30.9.2025. In več kot 10 postavk ima realizacijo nič. Če bi dokument omogočal kopiranje, bi vam jih lažje našteli, tako bomo pa samo nekaj primerov zdaj dali. Postavka 1143 nakup terenskega vozila. Postavka 3201 Gasilska zveza Kamnik požarna taksa. Postavka 1136 občinska uprava notranja vizija. Potem so še nadaljne postavke 4238, 4264, 4278 in tako naprej. Skupni znesek verjetno presega 1 milijon evrov. Zato prosim, da v gradivu za drugo obravnavo za obrazložitev za vse postavke, katere bodo takrat še vedno brez realizacije. Potem pa naprej, ob neporabljenih zneskih nas še toliko bolj čudi, da z naše strani podano pobudo za zvišanje subvencij za kamniške otroke po novih višjih cenah predšolske vzgoje. Odgovor občinske uprave v proračunu za leto 2025 je bil, da ni sredstev. Zanima nas, zakaj niste predvideli sredstev v proračunu za leto 2026, če temu predlogu ne nasprotujete. Prav tako je v proračunu na postavki 9157 energetska sanacija in enota Tinkara realizacija
203 639 evrov od 1 203 675, za leto 2026 pa je znesek 1 161 220 evrov. Vprašanje je, ali je 1 364 859 zagotovo končni znesek te investicije. In še za na konec, danes smo veliko govorili o vodi. Zdaj mi predlagamo, da te predloge, ki smo jih danes slišali, se pravi nujno ureditev zajetja Iverje in Podgorje in te stvari umestite v proračun za drugo branje. To je z moje strani. Hvala. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Hvala lepa za besedo še enkrat. No, jaz moram pa tukaj se oglasiti, da smo bili svetniki, torej vodje svetniških skupin, povabljeni gospodu županu, da skupaj sooblikujemo kakšen predlog in pa kakšno točko v proračunu. Jaz, ko sem pregledovala ta proračun za 26 in 27, žal svojih točk nisem, torej tudi ene nisem dobila noter, ker se prioritetno sem se sfokusirala na alokacijo sredstev občinskega proračuna za varovanje okolja in naravne dediščine. In sicer zahtevala oziroma predlagala sem, da se umesti v proračun monitoring stanja greznic na Veliki planini enkrat na mesec, neodvisni monitoring praznjenja greznic na Veliki planini, sanacija vseh divjih odlagališč, sredstva za redni monitoring divjih odlagališč s periodo najmanj enkrat na leto, vzpostavitev tega obveščanja, o katerem smo že veliko govorili, da bi res bili vsi nekako ta pravčas obveščeni, in tudi razmislek o dvigu turistične takse za vse tiste, ki so tam gor in koristijo razne turistične nastanitve in tako naprej. Nam pa veselo svinjajo, ker turizem prinaša zaenkrat, če ga ne znaš v prave okvire postaviti, preveč svinjarije. To smo že vsi ugotovili. In nekako poudarek na vsem tem je ureditev kanalizacije. No, in pri varovanju okolja in naravne dediščine sem žal ugotovila, a ne spet 10 000 na postavki za izgradnjo kanalizacije in vodovoda Kamniška Bistrica. Torej, vsi alarmi nam zvonijo. Jaz predlagam, da se resno tudi nekako poskuša pomeniti s tistimi lastniki, ki svoje kapacitete oddajajo, s tem povzročajo tudi ogromno nekih odpadkov, nekih vseh teh primesi, saj veste, kako je, že doma, koliko vsak proizvede nekih odpadkov, plastike in vsega tega, ampak plačujemo pa mi vsi. In tukaj je potreben narediti nek sistem, nek red in vse to umestiti. Ob tako velikem proračunu bomo pa že vendar dali še nekaj več kot 10 000. A veste, jaz se ne spomnim, da bi kdaj imeli 71 milijonov, skoraj 72 milijonov. Pol manjši je bil. Pa smo marsikaj naredili. Jaz samo to rečem, osnova za preživetje je odprava težave osnove našega preživetja. To se pravi, fekalne vode stran, umestiti in tudi to nekaj vložiti. In seveda, kdor bo vršil nadzor, ga bo treba plačati, verjetno. Zastonov noben gor hodil. So pa inšpekcijske službe in jih je pač potrebno poslati, to je pa treba plačati, mi je jasno. In če imamo mi 10 000 na postavki, sploh nimamo nekako ustanovljene postavke za varovanje okolja, za varovanje naše vode, primarnosti preživetja, jaz mislim, da je prav, da se streznimo in da se postavka nekako tudi umesti. Ne samo pri tem, ja, se ne bomo. Veseli me, da se je kanalizacija Stovnik vendar umestila v projekt 26, upam, da se bo začela, ker ljudje me sprašujejo, kjerkoli se pojavim, kdaj bo zdaj naša cesta na vrst, ker ko bo kanalizacija avtocesta.
upam, no, ker milijon je na postavki poškodovanih cest, da se skupaj s kanalizacijo potem reši še problem te naše kanalizacije in pa ceste Stovnik skozi naselje. Vse vemo, sem že povedala, da določeni odseki za privatne hiše so se pa že gradili. No, druga stvar, me veseli tudi to, da nekako razmišljate tudi drugi o prioritetah v okolici šol in seveda o tem primežu tega pomankanja prostora pri osnovni šoli Stranje bo treba res se temeljito pogovoriti, usesti in nekaj za to tudi narediti in riskirati. Postavka, pri kateri bo treba odkupiti zemljišče ali pa ga vzeti v najem, ampak seveda na lepe oči in na mogoče telefonsko dogovore tega ne boste doživeli. In prav je, da zaščitimo naše otroke predvsem tem, ker vsi vemo, da zdaj v bistvu otroci premalo peš hodijo, starši jih nekako vozijo v šolo do vrat, najbolj bi bilo kar do stola, da bi se sam presedel iz stola na stol, ampak mi moramo to osnovno varnost, lokalna skupnost, ki je lastnica zemlje in pa šole, poskrbeti za to. Pa še kaj bi imela, pa ne bom zdaj predolga. Ampak res prioriteta teh zadev, ki sem jih naštela, o katerih sem govorila tudi na sestanku, prvič po tem, ko sem bila pri podžupanu pred 2 leti, in sem res mislila, sem imela neko upanje, da mogoče bo, ampak varovanje okolja in te dediščine ne smem pozabiti čez odbora za proračun, ko se je zraven mene oglasila ena gospa, ki je v tem sestavu in je tudi rekla, dajte jih spomniti še malo, kaj je z Duplico, piroliza dela dalje in svina nam vsem, kaj je s Titanom, z livarno, kakšne emisije gre v zrak, pa noben nič ne reče. A veste, malo osnove, malo tistega, bom rekla, tiste skrbi, jaz mislim, da je treba se tukaj prizemljiti. Nič nam ne bodo pomagale stavbe pa zidovi, če bomo mi vsi bolni, vsi, ne vem, kaj ne še rečem, no. Vse nekateri se mi posmihujete iz ene razprave v drugo, ampak toliko je nekih bolezni okrog nas in mi ne poskrbimo za našo osnovo, oprostite, ne vem, kje smo. Hvala. Hvala. Beseda ima Alenka Jevšnik. Ja, okay. Hvala za besedo. Zdaj, jaz bi pa danes začela tako, da se bom najprej zahvalila, ker pač prej nisem mogla, ker na svetniško vprašanje ni možnih razprav, tako da se počutim, ko bila del liste Mateja Slaparja, tako da se zahvaljujem Matija Podjed za vprašanje in še bolj županu za odgovor. Lepo, da ste me podprli in tudi vi ste videli, da bi bilo po 26-letni odesijadi končno čas, da se naš usnjar vrne kamorkoli že. In ob tem, ker smo že ravno pri Odiseji pa pri Homerju, pa se spomnimo še na našega Homarja, Leona in na kipa Antona Medveda, ki nam pa ni v čast, ne. Tako da bi kljub temu, da se bo usnjar vrnil, mislim, da na postavki ne bo pobral toliko denarja, da v drugo branje dodate Antona Medveda, ki nam ni v čast, čeprav je bil ustvarjalec, pesnik, dramatik in njegov kip je ustvaril Kamničan Anton Medved, ne. Tako da mislim Leon Homar. Tako da res hvala. Hkrati tudi zelo podpiram pobudo Romane, da se denar umesti za lokostrelski klub Kamnik. Kljub vsemu pa bi bilo dobro, da Kamnik najde tudi 20 000 evrov za dvigalo za Živo Lavrinc. Se mi zdi sramota, da tega ne moremo umestiti v proračun. Seveda, ne da bi vedela, subvencija varstva predšolskih otrok, 80 000 evrov sredstev namenjenih mesečni subvenciji staršem otrok, ki so bili na javnem pozivu zaradi pomankanja prostih mest v vrtcih zavrnjeni. To lahko date ven, ker ta stavek ne drži, ker prosta mesta v vrtcu Antona Medveda in v vseh koncesijskih vrtcih so. In 80 000 evrov bi lahko namenili mladinski dejavnosti, lahko jih namenimo, ne vem, urejanju otroških igrišč, za katere vsa javna igrišča, ki jih imamo, namenimo 30 000 evrov,
Tukaj pa dajemo 80 tisoč evrov in jaz upam, da tega v drugem branju ne bo več. Res, ker dobesedno ob subvencije niso trenutno potreben niti primeren ukrep. Urejanje množice otroških igrišč, zanje, kot sem rekla, namenimo 30 tisoč, če ravno dobro vemo, da ta strošek ne more pokriti resnega vzdrževanja igrišč in nakupa novih igral. Plačujemo prosta mesta v vrtcih, hkrati pa dajemo 80 tisoč evrov za otroke, ki bi lahko bili v vrtcu, pa niso. Pa še vrsta drugih stvari bi bila zelo potrebna, pa se na ta račun ne izvede. Mogoče bi na ta račun, bom to pol. Zanima me tudi glasbena šola Kamnik, kako je sedaj sredstvi za neposrečeno energetsko sanacijo knjižnice, ki zdaj očitno ni več energetska sanacija, ampak očitno nadomestna gradnja. Bo potrebno sredstva vračati in kako naprej s knjižnico. No, tukaj imamo z Matijom iste dileme, tudi izgradnja kanalizacije Snovik, 700 tisoč evrov, sredstva se bodo namenila za izdelavo projekta PZI, dobro, preskočimo to, ampak sredstva, 700 tisoč evrov sredstev za kanalizacijo Snovik, ker je iz letošnje realizacije odhodkov na podkontu za pripravo projektne dokumentacije razvidno, da ta sploh še ni pripravljena, se mi zdi na mestu vprašanje, ali bo samo za izgradnjo kanalizacije v prihodnjem letu dejansko porabljenih 700 tisoč evrov. Zanima me tudi, koliko bodo Terme Snovik plačale komunalnega prispevka za kanal in vodovod. Vrtec Antona Medveda, energetska sanacija. Na zadnji seji je bilo rečeno, da bodo dela zaključena predvidoma do konca leta. Zdaj pa mene zanima, katerega leta, ali bo to leto 26. Ni pa bilo takrat odgovora na to vprašanje, zato vprašanje to ponavljam še enkrat, ker se tudi starši obračajo na nas. Zato me zanima, kdaj je predviden zaključek del in vrnitev otrok v enoto Tinkara. Hkrati me pa ob tem zanima, to sem pa tako tekom, na postavki 9160 vrtec Antona Medveda, to mi če slučajno oči padlo, investicijsko vzdrževanje 250 tisoč evrov, ampak sredstva so namenjena v popravilu fasade v enoti Sneguljčica, ki je mimo rečeno zelo nevarna in se vleče že od leta 2022, da ne bo pol spet rečen, da se ni 15 let nihče ukvarjal s tem. Plačilo prispevkov za rezervne sklade pri SKG upravniku ter drugim nujnim investicijsko-vzdrževalnim delom v enotah vrtca. 250 tisoč evrov s tem ne boste pokrili. Postavka 5601, Združenje Kamniško-Savinjske Alpe, 40 tisoč evrov. Tukaj mi je v oči padel projekt, kaj konkretno vsebuje projekt dodatna vrednost vode, kaj bo projekt vseboval in ali bodo v ta namen pridobljena kakšna evropska sredstva. Zdaj pa materialni stroški 9220, materialni stroški, recimo sredstva so namenjene kritju vseh tekočih materialnih stroškov ogrevanja, ampak v letu 2026 je predlagana zagotovitev dela sredstev tudi za kritje nižjih cen za najeme telovadnic, za športne klube in društva, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom. Polovico sredstev za najem urne dvorane zagotovi občina. Mene zdaj tukaj zanima, zakaj na postavki za materialne stroške šol vključeno sofinanciranje najemov telovadnic za športne klube in v kakšni višini. Na kakšen način bodo sredstva dodeljena klubom ali bo objavljen javni razpis, glede na to, da gre tudi za zasebne zavode. In zakaj ta sredstva niso predvidena na ločeni postavki, da se jasno in transparentno vidi, koliko bo porabljeno, za kakšen namen financiranja klubov in koliko za materialne stroške šol, za katere vsi, ki plačujemo doma položnice, vemo, da naraščajo. To bi bilo za enkrat vse. Hvala. Hvala. Beseda ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Upam, da bom čim prej, da ne bom toliko predolgo sedel. No. Ja, lejte, jaz se bom mogoče delal bolj generalno. Generalno dotaknil malo proračuna, seveda proračun je v številkah je 70 milijonov, ampak realnega občinskega proračuna je pa nekje skoraj pol manj, tam nekje. Upam, da bo tisti del proračuna, ki je vezan na državna sredstva, da bo čim bolj izkoriščen oziroma da bo čim več uspel pridobiti teh sredstev za to sanacijo, drugače pa se veste, koliko so bile leta nazaj, koliko je realen proračun občine Kamnik. Ne. Tam nekje 35 milijonov, max 40, ne, to je... Tako da povprečina seveda se ima povečala, ampak tudi ni še toliko, da bi to kar bilo ne vem koliko.
več. Jaz verjamem, tudi jaz sem bil na pogovoru pri županu, župan je imel kar veliko dela, seveda, da je tole malo skup spravil, zmetal ven, kakšnih mojih želja seveda tudi ni upošteval, ko da verjetno bo treba kakšno drugo taktiko obrati, bolj siten biti ali pa bolj korekten še. Ampak dobro, malo v hecu. Ja, glejte, seveda, kot vsa leta nazaj, že moja prioriteta, se pravi, je bila najprej moramo ljudem zagotoviti, da kvalitetno oziroma koliko je toliko normalno pridijo do doma, in vsa ta leta sem se pač boril oziroma podpiram zadevo obnove cest, bilo kje to je, ker to je osnovni pogoj za vsako vas, ki pa seveda v kamniški občini ni imel, ne. Sam trdim, da je proračun glede na to, da je kamniška občina tako velika, se pravi toliko razvejenih, toliko je teh cest, čez 400 km, da seveda še daleč tega ne dosegamo, se pravi proračun, ki bi ga bili vredni, no. Malokatera občina ima toliko kilometrov cest glede na število prebivalcev, no. Tako da, če pogledamo, kje je Črnevec, pa Črna, pa Kamniška Bistrica, pa Motnik, pa še Volčji potok, pa še kje, pa Velika Lašna in te zadeve, se pravi, to je res ogromno enih cest, ki so se v glavnem gradile tam nekje od 80 letih naprej, tam nekje do 2000-2005, to so ceste so stare tam nekje od 30 do 45 let. Tako da tle bo treba verjetno tele cifre v prihodnjih letih, ampak jaz verjamem, težko bo to narediti. Ampak te cene, moramo vedeti, da včasih smo pač delali tako, bil je samo prispevk, ljudje so dali polovico oziroma za pripravo, vse asfalt je pa plačala občina. Tega dej sistema ni več in seveda to je dej tudi se pozna, da se ne more narediti toliko kilometrov cest, kot se je včasih, no. Posamezne postavke, ne vem, se jih ne bom, ne vem kako dotikal, tale dvigalo v stavbi, jaz ga seveda podpiram, ampak zanima me, kako je z investicijo v tujo stavbo, potem v tuj objekt, ne vem, a je to kakšna pogodba bo potem, ali kako, ker konec koncev to niso majhni stroški, a ne. Potem je kar nekaj novih postavk, poleg tega, da seveda je postavk še od knjižnice do vrtcev, gradnja teh zadev, kar so sorazmerni veliki denarji, no. Moramo vedeti tudi, da smo v zadnjih parih letih dali na, se pravi, tam, kjer stoji obe šole in pa sedaj knjižnica, pa potem igrišče, na 500x500 metrov smo mi dali tam nekje okoli 40 milijonov, to je v občini Kamnik, to morate se zavedati, kakšne investicije so bile tukaj, se pravi, v Kamniku zdajle v zadnjih letih, se pravi, če Toma Brejca, Frana Alberta, potem še igrišča in pa knjižnica, koliko je bilo to vloženega v ta del mesta, kar se mi zdi prav, ampak moramo tudi gledati na podeželje, tako kot mislim, da tudi kar nekaj nas je z podeželja in moramo tudi na te ljudi gledati, ki seveda verjetno niso toliko, bom rekel, sitni ali pa nimajo tazga vpliva, kot pa seveda nekateri tukaj bolj blizu doma. Tako da, glejte, jaz bom še enkrat rekel, te dve postavke, tale, se pravi, Pločnik, Buč, uvoz, se pravi, uvoz Hruševka, pa Buč, uvoz Hruševka, avtobusna postaja, da bi se končno premaknemo naprej. Jaz mislim, da moramo dobiti enega arhitekta, ki bo to zmožen speljati in da bo te projekte pripravil, da se lahko tudi potem v bodočem letu to zgradi, v naslednjem letu, potem v 2027. No. Pa seveda potem tole cesta Buč, Hruševka, Ravne, gor je cest cirka 10 km, 10-11 km, ki so bile isto narejene tam nekje od 30 do 40 let nazaj. Pred 4 leti smo naredili 700 metrov, zdaj 4 leta nič, upam, da bomo vsake 4 leta 700 metrov, pa bomo v daljnoročnem cajtu lep prišli nekje do konca, no, če hočemo vsej delno. Je pa res, da mogoče na določenih mestih je potrebno, na določenih še ni toliko, ampak če se neka celota dela, je bolj, da se dela v kosu, kot pa samo flikanje, no. Tako da to pa tale vodovod, potok Vranja Peč bi tudi mogel enkrat priti, no, mislim, da je tole tudi, se pravi, ta prevoz te vode gor, čeprav mislim, da je gor tudi ti zajetek imajo ni popolnoma nič drugačen, pa kot drugod, ampak žal je tako, da se vozi gor, no. Tako da
Ne bom dolgo vezil, se pravi, bom tale proračun v prvi, ker se mi zdi določene postavke so pa res dobre, podprl, za na drug branje se bomo pa seveda še malo pogovarjali. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Drugače pa hvala osebi, tudi tem zaposlenim, ki so pripravljali tole, pa županu, ki je pač mogel skenslati veliko stvari, jaz ga razumem. Težko je narediti, ne vem, potem nekatere stvari moraš skenslati, ampak težko je pa seveda tudi vsem ustreči in verjetno tudi ne mogel ustreči v drugem branju, ampak ne glede na to, čim več, pa tudi moramo politika kakšno besedo imeti, ne samo zaposleni. Dobro, hvala. Hvala, besedo ima Bojana Pančur. Hvala lepa za besedo. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi pa imela par predlogov za malenkostne popravke oziroma dopolnitve tegale proračuna za leto 2026. In sicer po postavkah, na postavki 4537 sanacija poškodovanih mostov, že ob obravnavi predloga proračuna za leto 2025 sem izpostavila vprašanje sanacije poškodovanih mostov s poudarkom na nujni obnovi mostu na javni poti 661481. Takratni odgovor občinske uprave je bil, da zaradi omejenih finančnih sredstev v letih 2024 in 2025 ni bilo mogoče zagotoviti potrebnih sredstev za sanacijo navedenega mostu. Pojasnjeno pa je bilo tudi, da si bo občinska uprava prizadevala zagotoviti sredstva v naslednjih proračunskih letih. Občinska uprava je tudi predlagala, da se v obdobju 26 do 28 za nujno vzdrževanje, sanacije in rekonstrukcije poškodovanih mostov na občinskih cestah zagotovi po 250 tisoč evrov letno. Tako da predlagam, da se predvidena sredstva na tej proračunski postavki, ki so sedaj opredeljena v višini 100 tisoč evrov, ustrezno povišajo in da se del teh sredstev nameni tudi za sanacijo in razširitev omenjenega mostu in vse to v izogib dodatnemu poškodovanju občinske ceste. Tudi tokrat se moram dotakniti cestne infrastrukture. V nadaljevanju ponovno izpostavljam, da je nujno potrebno vsako leto asfaltirati več občinskih makadamskih cest, ker jih imamo še vedno okrog 100 kilometrov, ter zagotoviti nujno sanacijo poškodovanih asfaltiranih odsekov. Vem, da so postopki dolgotrajni, ampak se mi zdi, da so predolgotrajni, ker pa negativno vpliva na varnost in prevoznost cest. Zato predlagam, da se sredstva na proračunskih postavkah 4607 in 4635 povišajo. V letu 2025 vsi načrtovani odseki niso bile urejeni in se zato njihova izvedba prestavlja v leto 2026, kar posledično pomeni prestavitev tudi vseh naslednjih odsekov. Zato pričakujem, da se bodo na teh dveh postavkah vsi planirani odseki tudi dejansko realizirali v naslednjem letu. Potem je ena postavka 6207 kolesarska povezava Kamnik-Vransko. Not sta opredeljena dva možna odseka za pripravo projektne dokumentacije in me zanima, kakšna je možnost, če pač obstaja, da se predlagan odsek Vransko-Motnik podaljša vsaj do Kozjaka. Zdaj ne vem, če ta zadeva spada pod postavko 511 ravnanje z odpadki, ampak že večkrat smo opozarjali na, ne rečem, grozno stanje z odpadki na območju Kozjaka. Sicer te odpadke redno pobirajo, čistijo, ampak stanje je še vedno katastrofalno in me zanima, če se da na tem področju kaj narediti. Pač ne vem, mogoče vsaj postaviti kakšne opozorilne table, malo dvomim, da bojo kaj pomagale, ampak če pa nič ne naredimo, pa tudi ne more biti nič boljše. Potem pa postavka 8133, priprava projektne dokumentacije za prenovo oziroma izgradnjo športnih igrišč se je zmanjšala napram preteklim letom. Po mojih informacijah je bila v letu 2025 pripravljena projektna dokumentacija za igrišče v Črni. Tako da predlagam, da se za leto 2026 vključi prenovo športnega igrišča v Špitaliču, ki je trenutno travnato igrišče in je v lasti občine Kamnik,
ker je občina namreč uspešno odkupila tudi preostale lastniške deleže igrišča in njegove okolice. Zato menim, da so ustvarjeni pogoji za pripravo projektne dokumentacije in v naslednjih letih potem nadaljnjo ureditev. Potem pa v proračunu ni več, v predlogu proračuna za 26 ni več postavke 4610, izgradnja pločnika v Špitaliču od gasilskega doma proti Beli. Gradnja je v teku in ni še zaključena, gradnjo financira država, ampak po pogodbi o sofinanciranju je bila ta postavka namenjena temu, da bo občina po zaključku del odmerila in odkupila potrebna zemljišča. Zato predlagam, da se ta postavka v letu 2026 v proračunu še obdrži, v 27 pa pol ne bo več potrebno, ker bo zadeva zaključena. In pa še postavka 8171 za obnovo, to je konkretno za Kulturni dom Špitalič, ampak predlagam, da se povišajo proračunske postavke za kulturne oziroma krajevne domove, posebej za tiste, kjer je celovita obnova se šele pričela oziroma kjer potekajo oziroma bodo še potekala večja investicijska dela. In sicer predlagam, da se zagotovijo sredstva vsaj v višini določeni v veljavnem proračunu za leto 2025, saj bi to omogočilo nemoten potek načrtovanih obnov in s tem bi bil tudi proračun v bistvu na teh postavkah usklajen s proračunom krajevnih skupnosti, ki pa sedaj ni. Tako da je za enkrat za leto 2026 tok. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Vojko Tonin. Hvala za besedo, malo tehničnih težav, bolj malokrat govorim, pa narobe pritiskam, ne. Ampak nič hudega. Bom probal biti kratek, da ne bom toliko dolgo vezal, ampak sam par stvari bom omenil, jaz se pač z županom nisem dogovarjal, nekateri jaz se pa nisem, pa bom kar tlele povedal, ne. Gre tudi, v glavnem ljudje so se na mene obrnili, pa moram to prenesti, prosijo za to, za obnovo oziroma za popravilo del ceste Črpalka, Golice, Češence. Ta cesta je bila že parkrat obljubljena, da se bo popravila, pa zdaj že nekaj let ni bilo nič. Trikrat mislim, da je že bil, 3 odseki so bili urejen, da je pa tak je pa zdaj je pa, mislim, je to bolj močviren teren in je zdaj to toliko zaflikan, da ni več podobno cesti, no. Tako da na tej cesti vozi tudi šolski avtobus, pa kar nekaj prometa je tudi lokalnega in pa polet za namenino, ki se vozijo, cesta je pa res v obupnem stanju, ne bom rekel, kjer se tam pelo vidi, da je več lukenj, kakor pa flik, no. Pa sprot flikajo, se trudijo, ampak ne morejo. Bi prosil, da se to vrsti v proračun, pa imam pa še tlele še eno nekategorizirano cesto, to je pa cesta od Zgornjega Tuhinja po Kopališče pa regionalka, ampak bi prosil, da bi se vsej ta del uredil od vasi do Pokopališča. To je tudi cesta, ki je asfaltirana pred 35 letem in je zdaj tudi kar dobro dotrajana, no. Imam še tlele eno stvar, eno ograjo, ki je pa pred leti, že kar nekaj let nazaj postavljena, na cesti Laze Zgornji Tuhinj pri hišni številki 2. In tam je potok na eni strani, kar precej globok in ki je bila nazadnje tam nesreča, 10 let nazaj, so tam postavili slabih 10 metrov ograje, vmes pa 15 metrov pustili. Tako da je na najbolj kritičnem delu ograje ni. In bi prosil, če se bi to enkrat dal še to urediti. In pa še zadnja stvar, javna razsvetljava, imamo vas Cirkuše, ki nima niti ene javne luči, imamo pa 30 šoloobveznih otrok v tej vasi, pa je pozim kar malo problematično, ker morajo imeti kar malo lučke, pa malo svečke, da hodijo, pa zaradi varnosti bi bilo dobro, da bi kakšno javno luč postavili. Hvala lepa. Hvala enako. Še kdo? Besedo ima Aleš Lipičnik. Najlepša hvala. Nisem bil prav prepričan, da se oglasim, ampak mislim, da se moram. Glejte, rad bi govoril ne o samih postavkah posameznih, ampak o sistemskem pristopu, ki jih občina
ubira poti, kako se odloča za posamezne investicije, za posamezne gradnje. In jaz mislim, tako kot je kolegica tamle Nina prej ugotovila, da so stvari precej nesistemske in prepuščene na nek način v precejšnji meri enem naključju. Zdaj, če govorimo o investicijah, jaz mislim, da mora biti prvotno merilo število občanov, ki jih taka investicija zadeva, kar pomeni investicije, ki so v dobro velike večine, 33 tisoč občanov, morajo imeti absolutno prednost pred tistimi, ki so strogo omejene na eno zelo majhno število prebivalcev. Zdaj, tukaj pri tej stvari nam v prvi vrsti, mislim, da nam izstopa naša zelo velike investicije, nam izstopajo v turizem, kjer sem prepričan, tudi po tistih izračunih, ki sem jih sam naredil, da s turizmom že desetletja delamo čisto izgubo, poleg tega, da delamo še ekološko katastrofo zraven. Peščica ljudi, ki služijo turizma, povzroča vsem ostalim občanom velikansko škodo in tudi občini, se pravi in posredno občanom, da smo na jasnem in da ne leporečimo. Zdaj, glede samih gradenj, ki se jih lotevamo, pa mislim, da manjka postavka v proračunu študija potresne ogroženosti stavb v občini Kamnik. Se pravi, mi moramo najprej, po moje, narediti študijo potresne ogroženosti vseh stavb v mestu Kamnik, zaradi tega, da bomo po tej prioriteti izbirali, kaj moramo podreti in kaj bomo na novo naredili. Ker zdaj tiste 4 zadnje investicije, ki smo jih naredili, so bile vse narejene z enim in istim izgovorom. Pri tem, da ne vemo, a ta trenutek sedimo v občini, ki je bolj potresno nevarna, kot je bila una knjižnica, ki smo jo podarili, ali manj, se pravi, da moramo najprej sistemsko se zmeniti, ali so vse ostalo v Kamniku vsaj toliko potresno varno, kot je bila knjižnica ali pa glasbena šola. In meni tisti zvonik tam na Šutni, ne zameriti, mi izgleda zelo sumljivo. Hecam se. Ampak v vsakem primeru se mora pa praksa permanentnega izgovora. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Konci. Hvala za besedo. Jaz bi se upravičujem, sem prej pozabila, ampak sem Bojani, ki je omenila, samo 3 minute imaš, sanacijo poškodovanih mostov. Hvala Bojana, ki smo spomnila, na Titanovo Brv, ki je zelo resno poškodovana. Hvala vam takrat za hiter odziv, ker so bile notro že luknje. Mi smo z otroki dnevno tam, hodimo mimo na Pamtrejk, ampak dejansko je zadeva zelo problematična. V mostu so bile luknje, in tam, ki je bilo jesen listje gori, še dobro, da nekaj še not padlo. Tam gre Sirius mimo, fluktuacija ljudi dnevno je zelo velika, tako da prosim, če date v proračun 2026, da se ga sanira, da se deske zamenja in da most postane spet varen, ker tisti je bilo kar malo grozljivo videti takrat tiste luknje, tam pod listjem. Pa hvala za hitro popravilo. Hvala, besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala za besedo. Veliko je bilo danes povedanega in mislim, da bo v prihodnjem letu še kar nekaj besed izrečenih okrog tega, ker sem prepričan, da bomo imeli vsaj 2, če ne 3 rebalanse. Izpostavljeno je bilo dejstvo, da ni predvideno zadolževanje, kar tudi mene osebno zelo veseli, vendar če pogledamo natančno razliko med samimi prihodki in odhodki, zeva luknja nekje 6,5 milijonov, ki naj bi se zaprla s prenosom. Mislim, da gre za rekorden proračun občine Kamnik in posledično tudi za rekorden prenos sredstev, za katerega bi tudi do drugega branja prosil za malo bolj utemeljeno predstavo, na podlagi česa je bil ta sam prenos ocenjen, ker sem osebno zelo skeptičen, da bo prišli tudi blizu tega. Hvala. Hvala. Besedo ima Dragica Požek.
Hvala za besedo in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz sem tudi pregledala proračun občine Kamnik in nikjer nisem našla postavke za sanacijo Jakopičeve in Jelovškove ceste. Ti dve cesti sta povsem dotrajani in nujno potrebni prenove. Mislim, da mi ni potrebno poudarjati, da sta ti dve cesti šolskega pomena, da sta močno prometno obremenjeni in nevarni za vse udeležence v prometu. Zavedati se moramo, da ti dve cesti uporabljajo tako otroci vseh vrtcev v spremstvu vzgojiteljic na Duplici, šolarji Marije Vere, invalidi, starostniki, skratka vsi vozniki, tudi traktorji, tovornjaki in tudi šleparji. Nimata pločnikov, nimata kolesarske steze zarisane, da bi se imel kdorkoli, ali otroci, ali starostnik, kam umakniti. Sama nujna vzdrževalna dela zagotovo niso zadostna, da bi tam, kjer poči cev, ker so še vse cevi vse cevi so še azbestne, pokajo in nobena sanacija ni zadostna, ker naslednji mesec poči na drugem koncu ceste, spet sanirajo in strošek ni majhen. Sama vzdrževalna dela pa zagotovo niso zadostna, saj tam, kjer poči cev in voda lije iz razpokanega asfalta, je potrebno narediti obsežen poseg v cesto, zamenjati počeno cev, cena je visoka, rezultati pa skromni. Tovrstna popravila potekajo že več let, rezultati pa so takšni, kot so, nikakršni. To je tako, kot bi metali pesek v oči, saj smo nekaj naredili, samo to ni zadosti. Sanacija teh dveh cest, ki sta šolskega pomena, pa je nujna. Vsi javni vodi so še vedno azbestne cevi, katere so že prepovedane in zdravju škodljive. Za prenovo teh dveh cest prosimo že skoraj 20 let. Obljube so bile že dostikrat dane, rezultatov pa v tej smeri ni bilo. Resnično me zanima, na koga se bodo obrnili starši otrok in vsi ostali udeleženci v prometu, če zaradi malomarnega vzdrževanja ceste pride do kakršnekoli poškodbe oziroma v najhujšem primeru invalidnost ali celo smrt. Za sanacijo teh dveh cest so prosili že predsedniki krajevnih skupnosti in občinski svetniki pred mojim mandatom. Lepo prosim za obrazložitev, zakaj in kakšnega razloga sta ti dve cesti spuščeni iz proračuna občine Kamnik za leto 2026-2027. Omenila pa bi rada tudi dotrajano otroško igrišče na Jakopičevi, kamor hodijo otroci dupliških vrtcev, kar jih ni malo. Ni uporabno, ni varno to igrišče in moram vam povedati. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Sicer občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2026 v prvi obravnavi in pa predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na prvi obravnavi oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti 3. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.